Tako, zdaj pa mislim, da lahko začnemo in vabim tudi profesorico Katarino Klein, da se nam pridruži. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan. Še enkrat lep pozdrav vsem, ki ste danes prišli v tako velikem številu na naš webinar. Zelo me veseli, da smo lahko te pol urce skupaj in pogledamo našo novost. To so animirane razlage slovničnih in pravopisnih tem, ki so na našem portalu Učim se. Spoštovane profesorice in spoštovani profesori slovenščine, tokrat jih bo predstavila Katarina Klein, ki je tudi njihova avtorica oziroma avtorica scenarijev. Priprava teh animiranih razlag je potekala na temelju stripov, ki so vključeni v samostojne delovne zvezke. Katarina Klein bo predstavila, kako je od prvotne ideje, prvotne zamisli, potem šla pot priprave vseh animacij, kakšni so bili vzgibi, kakšni so bili razlogi in v čem vidi prednost teh razlag oziroma njihovo zelo veliko uporabnost tudi pri pouku. Za začetek pa bi rada delila tudi naš portal in primer, kako so te razlage vključene, samo za en majčken trenutek, potem bomo pa na koncu še pogledali, kako točno do njih dostopamo. Takole, upam, da se vidi. Katarina mi mogoče vigne, če vidimo. Mislim, da se še ne vidi, saj jaz ne vidim še ne trenutno. Se pa nekaj premika. Še enkrat. Še malo, ja. Takole. Ja, zdaj pa bo. Zdaj pa bo. Aha, zdaj pa je. Tako. Začetek. Torej, poleg tega, da smo animirane razlage, ki so nastale že pred nekaj meseci, vključili v naše delovne zvezke, ne samo na portalu Učim se, smo v delovne zvezke vključili tudi neposredne povezave na vse Učim se naloge od 6. do 9. razreda. Tukaj imam primer za 7. razred. Če boste na začetku polistali po tem interaktivnem delovnem zvezku, je v legendi tudi prikazano poleg že znanih 4 ikon za preverjanje, reševanje in rešitve. Imamo zdaj tudi 2 novi ikonici, to sta Učim se, zelena okrogla, in ta nova animirane razlage z nacetom in piko. Ikonice so nameščene na straneh z nalogami in prek njih lahko neposredno vstopate tudi potem do nalog in razlag. K temu se bomo vrnili še enkrat na koncu. Za začetek pa samo prvi vtis. Takole ob straneh imamo ikone nameščene ob nalogah in ob razlagi. Na primer, tukaj levo na strani 28 spodaj je ikonica Učim se in prek nje dostopamo do posamezne naloge na Učim se portalu. Tako, toliko bi bilo za uvod. Zdaj pa vabim profesorico Katarino Klein, da predstavi kar sama razlage, ki jih je pripravljala. Izvolite. Ja, živjo še enkrat, Tanja, hvala lepa za uvod, za to, da si uvedla to našo tako imenovano novost. Naj te na začetku čisto malo popravim, nisem edina avtorica teh animiranih razlag. Z mano je sodelovala tudi moja prijateljica in tudi kolegica, slavistka Lučka Drnovšek. Res pa je, da avtorica stripov, to pa sem, in stripi so bili najprej in stripi so bili ena taka osnova, no, potem smo na osnovi teh stripov smo zasnovali tudi animirane razlage.
Danes govorim torej v vlogi avtorice besedila za strip in animiranih razlag. Seveda pa sem v prvi vrsti učiteljica slovenščine. 20 let poučujem slovenščino na različnih nivojih, imam izkušnje tako iz osnovne šole kot iz srednje šole in seveda tako kot mi vsi, pri tem marsikaj opažam. Ta opažanja ves čas vodijo v iskanje nekih novih rešitev, nekih novih poti do sodobnega mladostnika, za katerega vemo, da je kar zahteven. In želimo si vsi, da bi bila slovenščina tem našim mladim najstnikom bližje, kot imamo občutek, da jim je trenutno, in da bi posledično bilo dobro, boljše tudi njihovo znanje. O čem bo torej danes tekla beseda? Najprej bom z vami delila nekaj teh svojih opažanj glede današnjih učencev, njihove motivacije. No, potem bom povedala, zakaj smo se pravzaprav odločili za stripe in za animirane razlage, kaj želimo z njimi doseči. Predstavila vam bom na kratko njihov koncept, kako jih lahko vključimo v pouk, in pa na koncu bova s Tanjo Svenšek, urednico, pokazali še en košček animirane razlage. Torej, kot vsi učitelji slovenščine, seveda tudi sama vidim, da lastnosti, značilnosti te generacije, ki jo trenutno poučujemo, niso ravno naklonjene našemu predmetu slovenščini. Prepričana sem namreč, da smo vsi, ki smo postali učitelji slovenščine, to postali, ker smo radi brali, ker smo bili zelo radi v stiku s pisano besedo, ker smo imeli občutek za pisanje, radi smo razmišljali o jeziku in tudi smo bili občutljivi na določene pravopisne napake. Medtem ko danes pa v naših klopeh sedijo učenci, za katere se zdi, da vsega tega nimajo. Za začetek že zelo težko sedijo, zelo težko obdržijo fokus. Vemo, da bi radi hitro prišli do rešitev, da si želijo čim manj enega razvlečenega načina podajanja snovi, da veliko sprašujejo, predvsem kaj jim bo neko znanje v življenju koristilo, kako jim bo nekaj v življenju prav prišlo. Zakaj je današnja generacija takšna, kot je? To je seveda vprašanje neke širše družbene polemike, posledica vzgoje, medijev, potrošniške družbe, tudi digitalizacije. In kombinacija vsega tega spodbuja rezultat, spodbuja učinkovitost, in tukaj je naša draga slovenščina kot šolski predmet zelo na prepihu. Kajti v središču našega predmeta je beseda, je besedilo in marsikdaj zahteva neko zatopljenost, bralno spretnost, širšo jezikovno spretnost tudi, in ta ne pride čez noč. Kot učiteljica, kot učitelji seveda imamo to moč, da ne pristajamo na neke instantne rešitve, nek princip, ampak spodbujamo znanje v globino, spodbujamo iskanje informacij, spodbujamo spopadanje z besedilom, spodbujamo utemeljevanje, pojasnjevanje, vse to, kar ni na prvo žogo, in vse to v vsebinskem pogledu učbeniški komplet Slovenščina od 6 do 9 vse to nudi. Po drugi strani pa je seveda zelo dobro, da se kot učitelji zavedamo, da neke spremembe, neke nove poti v poučevanje pač moramo vnesti, moramo najti prave poti do tega tako imenovanega učenca 21. stoletja, ki ima čisto drugačne potrebe in drugačen pogled na svet. In skratka, nočemo nižati standardov, hkrati pa vemo, čutimo, da moramo na nek način učence pritegniti, da najdemo nek način, vsak najde nek svoj način, čudežne formule ni, in če funkcionira odlično, se tega držimo, no, in to, kar danes predstavljamo, to, kar ponuja gradivo ob učbeniškem kompletu, je samo eden od teh načinov. Sama se pri pouku
opažam, da ima vseeno ta generacija, kljub temu nekemu medgeneracijskemu razkoraku ali prepadu, še vedno nekaj, na kar se odziva podobno, kot so se odzivale generacije poprej. In to je, da se zelo dobro odzivajo na zgodbe. Na zgodbe, v katere se lahko vživijo, se z likom poistovetijo, in to se mi zdi, da odpira vrata. In če učenca dosežemo z neko zanimivo zgodbo oziroma z nekim kontekstom, potem lahko vplivamo tudi na njegova čustva, potem ga posledično pridobimo na svojo stran in potem si lahko privoščimo marsikaj, nam bo hvaležno in radovedno sledil. Pri pouku književnosti je to veliko lažje doseči. Naprimer, učenec se bo vživel v Vorančev strah, ko gre po solzice, to bo omogočilo debato, učenci se bodo nam odprli, začeli govoriti iz sebe in mi vsi vemo, kako zanimive so lahko takšne učne ure in znamo te teme povezati z vsakdanjim življenjem. Medtem ko pa je pri pouku jezika drugače in je mnogo težje doživljati vživljanje v neko konkretno situacijo, naprimer v napačno rabo predloga K, naprimer, ne. Ampak pri ustvarjanju teh gradiv smo želeli doseči pa ravno to, torej osnovni namen naših stripov in animacij je, da naredimo slovnico živo, da jo umestimo v neki realen kontekst, v neki življenjski okvir. Eden od namenov pa je seveda tudi, da predvsem stripi v učbenikih pritegnejo pozornost, kar ni nepomembno, ker ko dobi učenec v roke neki nov učbenik in lista in reče: "Opa, ne, kaj pa je to?" in začne brati. To je zelo spodbuden začetek, kajti učbenik mu tako postane simpatičen in dobi dober prvi vtis, kar v obilici učnih gradiv, s katerimi je soočen, ni nepomembno, ne, je zelo dobrodošlo. Tako smo v učbenike od 6 do 9 umestili serijo stripov. Ti so umeščeni kot uvod v posamezna poglavja. Torej pred vsakim vsebinskim sklopom je eden, v posameznem delovnem zvezku jih je od 8 pa do 5, mislim, da jih je v 9 malo manj. In stripi smo hoteli doseči prav to, da se začne poglavje, da pred tem vzbudimo neko radovednost. Torej, da poglavje, ki sledi, učenca zanima. Da bo čutil neko dodatno spodbudo, da ga prebere. In da se bi to zgodilo čim bolj spontano, smo zasnovali like, ki so prvič njegovi vrstniki, drugič ukvarjajo se s podobnimi najstniškimi problemi kot on sam in tretjič, najpomembnejši element, daleč najpomembnejši, vključili smo humor. Ti stripi so duhoviti. Kljub vsemu, da se sama rada spogledujem z gledališko dejavnostjo, tudi v šolskih klopeh, in da lahko imam en tak, se mi zdi, občutek, kako bo neki dramski tekst učinkoval na gledalca, lahko predvidim reakcijo občinstva, ampak nikoli pa ne morem tega storiti zagotovo. In se spomnim, ko sem prvič te stripe prinesla v razred, ponudila v branje učencem, sem imela veliko tremo. In potem, ko sem pa videla, da se dejansko smejijo, ker najstnike je najtežje nasmejati, ali se jim zdi trapasto, ali se jim zdi na silo, ali vidijo, da jim je ta neki naš odrasli humor, jim je lahko zelo pasé, ne, ampak tukaj sem pa videla, da pa smo zadeli bistvo in res se mi je odvalil kamen od srca, ker to je bila ena iskrena potrditev, da gredo pa ti stripi v pravo smer. In ti stripi, moram posebej poudariti, so pa prepričljivi predvsem zato, ker je v besedilo, v sliko prelil ilustrator Matej Dečeko. Precej viden slovenski ilustrator, avtor stripov in
Sodelovati z njim je bil resnični užitek, ker je ne samo izvrsten ilustrator, ampak je sodelovanje z njim kot nek pogovor, ko sva se kot avtorica besedila in ilustrator zelo ujela. No, je pomembno, da imata ta dva sodelujoča podoben smisel za humor. No. In njegove risbe izražajo igrivost in učenci so to igrivost, mislim, da prepoznali. Glavni junak stripov, to bom povedala, ker je pomembno potem tudi naprej za koncept animacij, zato malce več časa namenjam stripom. Glavni junak stripov je gospod pravopisnik, ki se pojavi v učbeniku. Torej v učbeniku imate neko rubriko Minutka z gospodom pravopisnikom in on tam razlaga pravopisna ali pa širša jezikovna pravila. Sicer smo ga pa v stripu prikazali kot učitelja slovenščine, je zelo simpatičen, ni stereotipen, kajti vedno se učenci bolje odzovejo na like, ki so človeški, ki niso moralizatorski. Potem nastopajo še najstniki, prijatelja Nace, Jaka in njuna prijateljica Pika, ki pa je hčerka gospoda pravopisnika, in da bi zgodbo še malo začinili, je Nace zaljubljen vanjo do ušes in ji na vsak način skuša pokazati, da obvlada slovenščino. Zdaj pač v vsakem delovnem zvezku je nek poseben zaplet in tako si zgodba se dopolnjuje od šestke, torej od čestice, do delovnega zvezka 9. Še beseda o tem, kako te stripe lansiramo, kako jih uvedemo v pouk. Mislim, da je pred vami na prosojnici zdajle primer iz učbenika 9. Tema je opis poti in pa praktično sporazumevalno besedilo razglednica. Skratka, strip lahko uporabimo kot uvodno motivacijo. Lahko učenci po vlogah preberejo spis in to zelo dobro funkcionira. Potem pa jih vprašamo, katere jezikovne teme so prisotne v posameznem stripu. Naprimer, tukaj konkretno se Nace sprašuje, na katero šolo naj gre, kaj naj postane, ampak simbolično je pa to prikazano, kot da išče pravo pot. In s tem uvajamo besedilo opis poti. No, on se tukaj odloči, da bo postal turistični vodnik, vendar pri tem počne pač razne traparije, je neroden in kot tak smešen. In učence ob tem že lahko vprašamo, kaj pa oni imajo že svoje načrte za nadaljnjo pot in si tako odpremo neko debatico. Ali se jim zdi način, kako Nace daje navodila za pot pravilen, zakaj ne, kaj bi bilo pravilno, pa potem skupaj pridemo do neke definicije opisa poti. In tako naprej. Na koncu stripa hoče Nace napisati razglednico, ali še danes kdo piše razglednice, zakaj da, zakaj ne, in tako spet imamo priložnost za pogovor. In to, na podlagi tega potem uvedemo izhodično besedilo, ki pa je resnejše narave, je daljše in tako pot po Islandiji. To je primer rabe enega takega stripa. No. Moja izkušnja je, da morda včasih, še posebej, ko smo obremenjeni s tem, ali bomo vse teme predelali, vsi smo ponavadi zadaj snovjo, znanje ni tako, kot bi si želeli, nočemo potem izgubljati časa še s temi nekimi stripi ali pa animacijami, ne? Ampak izkušnja vedno znova pove, ko gledamo za nazaj, da več kot vložimo v samo motivacijo, bolj učence pridobimo zase. In lažje potem posredujemo druga, tako imenovana resnejša znanja. No, in zdaj na podlagi teh stripov smo pa oblikovali še animirane razlage. Cilj animiranih razlag je, da učitelju olajšamo utrjevanje in po drugi strani spet, oziroma hkrati, da učencu naredimo pravila simpatična, dostopnejša, dinamična. V njih nastopajo isti liki, zato da smo obdržali celostno podobo. Tako da, če pogledate samo animacije, vidite, da je to neka črno-bela tehnika, pa ni to. To je zato, da se tematsko in celostno povezuje s stripi v učbeniku. Kako smo zasnovali razlage? Torej še enkrat, avtor, ilustrator Matej Dečeko, avtorici besedila pa Lučka Drnovšek in pa jaz. Zbrali smo jezikovne in pravopisne teme, ki so del učne snovi oziroma učnega načrta, in tako je nastalo 27 različnih razlag. Gre za kratke razlage od 2 do 5 minut in zraven je tudi glasovna razlaga. Na koncu pa je še en kviz izbirnega tipa in ta kviz lahko učenec rešuje tudi po telefonu ali pa ga rešujemo skupaj v razredu.
Kaj so zdaj prednosti takšne predstavitve? Kot sem rekla, obravnava teme, ki so del učnega načrta in jih tako in tako moramo razložiti. Vendar so te razlage jasne, enostavne, strnjene. Torej povedo neko bistvo. Pomembna je ta vizualna podpora, kot sem omenila, ker pomagajo pri vizualizaciji nekih drugih abstraktnejših konceptov slovnice, kar učencem omogoča, olajša razumevanje. Ponazorjene so s primeri, torej vsakemu pravilu sledijo tudi primeri, so duhovite, simpatične in recimo praktični vidik, učenec jih lahko večkrat ogleda, lahko ponavlja in to pač omogoča utrjevanje. Na koncu nudijo kviz, torej izziv, in so na ta način interaktivne. In pa to, kot sem že rekla, lahko jih uporablja tudi učenec sam na telefonu ali pa skupaj z nami. In zdaj bi jaz prosila Tanjo, če predvaja eno takšno razlago. Izbrali sva, kaj sva že izbrali, Tanja, velelnik glagolov na či. Tako je, ja. Ja, torej 2 minuti bo trajala ta razlaga. Velelnik je eden od 3 glagolskih naklonov. Z njim velevamo, ukazujemo, spodbujamo in pozivamo. Pri velelnikih glagolov, ki se v nedoločniku končajo na či, se pojavi posebnost. Č v velelniku izgine, spremeni se v c ali pa v z. Da bo bolj jasno, poglejmo še nekaj primerov. Zdaj pa kratek kviz, Katarina, boš kar pokomentirala? Ponavadi imamo 5 vprašanj potem za vsako razlago in ko kliknemo na napačno možnost, se nam pojavi tamle razlaga, pravopisnik razloži, kako je prav. In zdaj verjetno bodo naši učenci pač ponavadi klikajo, klikajo, ampak če vidijo pravo rešitev, potem nič hudega ne klikajo. Tako da, tako gre potem vseh teh 5. Vidim pa, da tale ni črno-bela, sem prej, nekatere pa so, ene so črno-bele, ene pa niso. Tako, tale je bila ena takih krajših.
Jaz bi za zaključek mogoče samo še povedala, da, pa res čisto tako osebno izkušnjo, jaz sem pred kratkim zamenjala sektor in sem zdaj srednješolska učiteljica slovenščine in trenutno učim pač dijake in sem v prvem letniku smo ponavljali pravopis in sem jim, ne vem, za hec sem jim predvajala eno tole video razlago in oni gledajo in tam rečejo eni fantje, a ni tole ta Nace, a ni to pravopisnik, a ni to Pika in mislim, jaz sem tako se mi je zdelo fajn, jaz sem rekla, kako pa to veste? Jaz sem rekla, ja, ker smo to smo pa brali v osnovni šoli pri slovenščini, ne, in mislim, jaz sem začutila eno tako zadoščenje, da pa vendarle ni šel naš čas pa trud, da je le ostal, da je pustil sled, ne, na njih, to mi je zelo pomembno, da je pustil sled. Torej, slovnico mladim približajmo tako, da je razlaga jasna, jedrnata, da je v ozadju nek kontekst, da so razlage sproščene, humorne in seveda tukaj gremo v smer digitalizacije, ne, animirane razlage, ampak lahko si rečemo, da če so naši učenci na ekranih, pa naj tam počnejo vsaj kaj koristnega. In s tem to predstavitev zaključujem in ti, Tanja, predajam besedo. Pa mislim, da boš morala še zvok. Tole, ja. Hvala lepa Katarini za to krasno predstavitev, za vse delo, ki ga je vložila skupaj s kolegico, pa tudi ilustratorjem v pripravo teh animacij. Vabljeni k kakšnemu vprašanju, nekaj se jih je v klepetalniku že zvrstilo, lahko nam jih pošljete tudi na naš elektronski naslov. Z veseljem bomo odgovarjali nanje, ali pa morebitna druga opažanja, ideje, kakršnekoli misli ob uporabi naših gradiv. Tako, jaz bi povabila tudi, da prelistate vse interaktivne delovne zvezke, da si ogledate, kako so vključene animirane razlage v gradivo, jih uporabljate, z veseljem z njimi navdušujete tudi svoje učence in da se nam pridružite še pri naslednjih podobnih srečanjih. Še enkrat hvala lepa, Katarina, in se veselim novega srečanja z vami. Vprašanja pa vabljeni, kar lahko pošljete še tudi na naš elektronski naslov, mogoče če ga tukaj še zapišemo s kolegicami v promociji. Hvala lepa. Srečno in lep pozdrav.